Lej, sej, če si pogledala kakšen primer, vidiš, da je zelo sproščeno. a ne? Je. Sej zato imam tudi, v bistvu, tako mi je lažje bilo pridati k tebi, zaradi tega, ker vem tudi, da te je Dušan priporočil, ker Dušan je za mene pač tudi ena eminenca. Ker jaz sem na 2 duhovnih poteh, jaz sem pri njemu, pa pri Sant Matu. Okay. In v bistvu pač to, kar meni Dušan reče, to je zame zakon, a veš. Aha. A lahko malo to bolj opišeš? Kaj je to? To, zakaj vzemaš to kot zakon? Tako malo me bolj zanima. Kaj je to? Podrobno. Meditacijo? Ne, kar on reče. Rekla si, to, kar on reče, jaz Zaradi vzamem tega, za ker ima zakon. svojega smisla. Aha. Ker govori o resnici, govori o pač tem, da moramo svet ne samo dojemati s svojimi 5 čutili, ampak ga moramo poglobljeno imati. To pomeni, da se predamo, bom rekla, temu meditativnemu vzdušju, v katerega seveda najprej moramo verjeti. Ja, zelo pomembno. Jaz bom povedal iz svoje perspektive. a ne. Midva sva bila skupaj na tem neki aktivnosti. a ne. Slučajno je bil gong in po koncu te seanse, a ne, si ti ene par stvari povedala, oziroma si delila, kako občutiš te stvari, pa govorila si predvsem o tej neki predaji, saj tako sem jaz razumel, ne, da te je bilo strah kakšnih takih stvari prej. Še vedno me je strah. Ja, jaz sem te ful začutil takrat, a ne, ker imam podoben odnos do stanj, ki se mi malo spremenijo, ki niso toliko znana mojemu egu. In moj ego takrat se ustraši teh stanj in imam neko blokado, da bi se popolnoma prepustil. Ne? Tako da s tem se zdaj igram. Ne? In mi je bilo zelo zanimivo, ker si to omenila, sem se ful poistovetil. Vse pa je pa Dušan pač nekako naju probo skupaj dati. In to je bil razlog, da sem te povabil. Sem začutil, da imamo neko skupno stvar. Ja, v bistvu ta strah izhaja pač iz prenatalnega obdobja, a ne. Jaz sem dejansko predana temu, kar delam, tako da raziskujem iz strani znanosti in vklapljam pač vidike ajurvede, ker sem jo tudi končala eno šolanje. In pač ajurveda o tem govori že res par tisoč let, ne, medtem ko nevroznanost je šele zdaj to začela ugotavljati, da to ni genski zapis, ampak da se že v prenatalnem obdobju, v prvih 5 tednih, ko si bil ti pač, bom rekla, v trebuhu svoje mame, si že dobil zametke njene celične inteligence, ne genov, od genov itak, ampak celične inteligence, a ne? Ampak ne samo njene, ampak tudi njene mame. Ne? In to o tem govori, recimo, verjetno ti je poznano Bruce Lipton, a ne? On je oče, bom rekla, epigenetike, ampak zdaj se vse bolj to pač na področju nevroznanosti govori o tem, recimo Mark Wollmeyer, ti, ki so v bistvu malo bolj poznani. A se pravi, govorimo tukaj o nekih travmah, ki se prenašajo iz roda v rod. On je napisal, recimo, Mark je napisal eno čudovito knjigo, Podedovane družinske travme. Jaz sem njega seveda, tako kot vse avtorje, ki so tukaj noter upisani v knjigi, jaz jih enostavno kontaktiram. In tisti, ki nimajo, tako kot si prej govoril v egu, ki nimajo prevelikega ega, se vedno javijo. In meni so se zelo, bom rekla, eminentni ljudje javili, ki so tukaj noter upisani v knjigi in smo najdeli en tak lep dialog. A mi malo poveš o tej knjigi, mogoče lahko začneva pri naslovu, Post širi zavest. Kaj hočeš tukaj sporočiti s tem naslovom? Ja, ko se pustimo, pomeni, da telesu odzamemo vso hrano. To pomeni, da smo prve 3 dni malo lačni, potem, ko se želodec skrči na stisnjeno pes, potem lakota ustavi in se začne telo dejansko čistiti. Kaj to pomeni? Da postajamo vedno bolj pretočni. Ko postajamo vedno bolj pretočni, postajamo vedno bolj subtilni. In takrat v bistvu smo mi veliko bolj odprti, bom rekla, na teh višjih nivojih.
In takrat je meditacija tudi zelo priporočljiva. Zaradi tega, če recimo omenjam Ajurvedo, ona ne čisti samo telesa s pančakarmo, ampak so tukaj potrebno podpreti vse 3 stebe, se pravi joga, meditacija in pač čiščenje telesa. A lahko malo izraze razloživa? Pančakarma? Pančakarma. Karma? Pančakarma je 5 postopkov, s katerim se v bistvu, zdaj bom tako malo spojila zahodno doktrino pa Ajurvedo, zato da bo malo ljudem bolj razumljivo, o čem govorim. Na zahodu pravimo, da imamo mikrobiom. Mikrobiom je sistem sluzi, ki se razprostira od ust do zadnjika. Ni oživčen in zaradi tega ga uradna medicina ne tretira kot organ, ampak kot sistem sluzi. Se pravi, v ustih je ta sluz malo bolj tenka, v želodcu je najbolj debela. Slina v ustih? Ne slina. Ne. Aha, to je drugega. sistem sluzi, Okay. ki se razprostira. Slina izhaja tukaj ven iz 2 kanalčkov pod jezikom, kadar smo lačni ali pa kadar nekaj dobrega vidimo za pojest, takrat se slina izloči. Ampak to ni isto. Mikrobiom je sistem sluzi, ki ga imamo vzdolž celega telesa. Ga imamo v grlu, ga imamo v želodčni votlini, ga imamo v tankem in debelem črevesju. In ta sistem sluzi ni oživčen. Zato ga uradna medicina, kot sem omenila, ne imenuje kot organ, ampak sistem sluzi. Za Ajurvedo je pa ta sistem sluzi ali mikrobiom po naše najbolj pomemben organ. Zakaj? Zaradi tega, od vseh? Ne, najbolj pomemben pri čiščenju, ker sva začela s pančakarmo. V glavnem, zakaj? Zaradi tega, ker v mikrobiomu se nahajajo bakterije, tako dobre kot slabe. In tiste, s katerimi živimo nekako v simbiozi. Razmerje ne bi bilo po uradnih znanstvenih raziskavah 80-15-5. 80% je tistih, ki živijo pač z nami v simbiozi. Jih imamo na laseh, v obrveh, recimo ti jih imaš v bradi, za nohti in tako naprej. V glavnem 15% je tistih, ki pa živijo v notranjosti mikrobioma. To so te zdrave bakterije, ki so tudi podporniki imunskega sistema. One se v glavnem ne prehranjujejo s hrano. To so minerali, vitamini, svetloba. V glavnem zelo malo je prehrane, s katero se prehranjujejo zdrave bakterije. Nekaj je zelenolistne zelenjave in tako naprej. V glavnem pa je pa 5% patogenih bakterij. In te so pa tiste, ki se prehranjujejo z tem, kar je nam najbolj všeč. Se pravi, njim je tudi to najbolj všeč. Ja, tukaj smo usklajeni. Tako, tukaj smo usklajeni. In zdaj, ker je poplava te procesirane hrane, ki je v bistvu vsa, jaz rečem, okužena z različnimi dodatki, s pesticidi in tako naprej, v glavnem se te bakterije množijo. In ko se one nam množijo, potem se sproži tako imenovane vnetni proces. Vnetni citokini povzročijo vnetni proces in v bistvu se to vedno začne v črevesju. Zato Ajurveda že 5000 let skoraj govori o tem, oziroma dobrih 3, da vse bolezni izvirajo iz vata doše. Kaj je vata doša? Vata doša, to so 3 doše v Ajurvedi, ki ima svoj sedež v debelem črevesju, pita doša ima sedež v tankem črevesju in kadar je tam porušeno, potem telo proizvaja te tako imenovane vnetne citokine. Če mi tega ne ustavimo s pravim življenjskim slogom, s pravo prehrano, potem v bistvu nastane toksemija. Zdaj govorim v zahodnem jeziku. Toksemija je kopičenje strupov, ampak dokler jih mi izločamo skozi znojenje, skozi blato, skozi uriniranje, potem to še ni, bom rekla, bolezensko stanje. Ko pa se one v bistvu premaknejo v kri, te toksini, začnejo s krvjo krožiti po telesu. In to tudi še ni bolezensko stanje, ampak takrat se na krvi recimo poznajo že določene spremembe. Se pravi, parametri niso raven najboljši. Ni pa nujno, No in ko
še nič ne naredimo, ne? Potem najdejo, bom rekla, najšibkejši člen ali predhodno traumatiziran organ in se tam začnejo kopičiti. To pa je bolezensko stanje. In kaj dela pančakarma, če se zdaj vrneva temu osnovnemu vprašanju? To je 5 postopkov, s katerimi se prečisti celoten mikrobiom. To pomeni zgornji del, ki mu rečemo kafasti del, želočni del, ki mu rečemo pitasti del, in spodnji del črevesja, ki je najbolj pomemben, to je pa vata pita predel. To je 5 postopkov, ki se imenujejo vomana, viridžana, nasaja, rakta mokšana in v bistvu predpriprava na sam cel postopek, ki se pa v bistvu pred tem izvaja. Tako da prečistimo dejansko od gor do dol in smo čisti kot dojenček. Ja, veš, kaj me zanima, ker nimam toliko znanja na tem področju. Zanima me, po tvojem mnenju, ki si to raziskvala, kako so bili sposobni 5000 let nazaj, recimo v Indiji, na prostoru Indije, odkriti kakšne take stvari notranje, ne? Ker zdaj imamo veliko tehnologije, pa veliko več vemo tako na tem materialnem nivoju, a ne? Kakšno je tvoje mnenje? Kako so sploh do tega prišli? Ne, to ni moje mnenje, to so pač tudi že znanstveni dokazi. S tem so se ukvarjali riši, to so bili v bistvu modreci, vedci, ki so dobivali v bistvu znanje direktno iz, bom rekla, vesolja, iz kozmosa. In to je vse napisano že pač v teh pač njihovih prvih delih, ki se imenujejo vede, poznamo različne vede, Rig veda, Jajur veda in v glavnem Ajur veda je ena izmed vej od teh ved. In ena izmed glavnih, bom rekla, del je stara 2000 let, Čaraka Samhita se imenuje. In Ajurveda je v bistvu dejansko najstarejši zdravilni sistem na svetu. Tudi ostale tradicionalne medicine, kot je kitajska tradicionalna medicina, tibetanska in vse ostale, v bistvu so prevzemale znanje iz Ajurvede. In to so sanskrtski zapisi, ki so jih v bistvu potlej mogli tudi prevesti, zato da so v bistvu lahko dobili določene formulacije. In v bistvu je pa cel sistem temelji na razumevanju 5 elementih. Ogenj, voda, zemlja, zrak, eter. Eter je tisto, ki ga je naša uradna medicina zanemarila. Ta je pa v Ajurvedi najbolj pomemben. Eter ali prostor, bom tako rekla, da bo bolj razumljivo. Zato uradna medicina z vsem spoštovanjem, tudi na vseh šolanjih v Ajurvedi nas učijo, da moramo biti spoštljivi in moramo pač se res biti hvaležni za uradno medicino, sploh na področju kirurgije, bom rekla, raznih zdravil in tako naprej, ampak zato uradna medicina, bom tako po domače povedala, štarta na določen bolezensko stanje. Recimo noge, dermatitis na nogah, oni zdravijo dermatitis na nogah. Jaz pa zdravim črevesje. Bolj celostno, ne? Ne, jaz zdravim črevesje. Ja, pravim, da je vzrok nekje drugje kakor v nogi in se bolj celostno obravnava človek. In te spisi so bili nažalost, ko je britanska kolonija zasedla Indijo, so bile ajurvedske šole požgane, podrte, spisi zažgani, šole zaprte. Zakaj pa? Ja, zaradi tega, ker je tako pomembna. Kdo bo pa potlej prodajal zdravila? Aha, ok, se pravi ta motiv profita je. Ja, seveda, vedno je to v ozadju, a ne? No, in da mečkam zgodovine povem, ker je zelo zanimiva. V glavnem, in te modreci, ki so sploh še ostali v Indiji, so te spise poskrili, zakopali so jih v zemljo, zato da so dejansko jih ohranili. Veliko tega znanja, oziroma bom rekla zdravnikov, vidja se imenujejo, vidje, so pa, bom rekla, prebegnili v tujino, največ v Ameriko in v Nemčijo.
tam jih je največ. V glavnem, po letu 1947, ko pa se je Indija osamosvojila, so pa se spet upali te ljudje, posamezniki, ki so poskrili te svete spise, so jih pa spet dali ven in so bili prevedeni tudi v angleščino. Tako da Čaraka Samhita je v bistvu temelj Ajurvede. Tam not so napisani pač vsi recepti tudi, ne čisto vsi, ker nekateri so tudi skrivni, je pa prevedena tudi v latinščino in v arabščino. In če ti povem še eno zanimivost, poznam vsaj 2 koncerna farmacevtska, ki vlečeta formulacije iz sanskrta, oziroma iz Čarake Samhite. Ja, vse to sem slišal, da se dogaja tudi na področju Južne Amerike, kjer je v deževnem gozdu veliko rastlina, in to je praktično nemogoče odkriti neko učinkovino znotraj milijona različnih rastlin in kombinacij, in dostikrat so se zanašali na znanja teh starih pač ljudi, ki so tam živeli, že tisočletja in poznajo ta ekosistem zelo podrobno, in vem, da zahodna civilizacija dostikrat vleče vsaj ideje iz tam, ki jih pa pol čez svoj sistem stestira, pa čez svoj proces da. In to je tudi moje naslednje vprašanje, ker rekla si, te modreci so dobivali informacije iz vesolja. Ja, v bistvu... A lahko malo tukaj bolj globje greva v to, ker to me bolj zanima, pa tudi, a vse, kar je v teh vedah spisan, ali pa v teh zapisih zapisan, a vse enako deluje, ali kakšne stvari ne delujejo, kakšne stvari niso učinkovite? V Ajurvedi vse deluje. Aha, vse. Se pravi, ni nobenih napak v teh zapisih. Tukaj je do promila natančno vse zračunano. Tako, kot je v vesolju, vse do promila natančno zračunano. Se pravi, ta modrec ni možno, da je naredil kakršnokoli napako? Ne. To so toliko napredna... To so bili, če gremo tako, jaz tako malo. Meni je tako smešen, ker velikrat slišam, koliko je pa razsvetljenih ljudi že v Sloveniji, pa meni tako kar malo... A to tebi dajo vprašanje? Ne, se pohvalijo, jaz sem pa že prišel do tja, Pismo, pa če si prišel do tja, to pomeni, da pol nimaš več ega. Konc ego. Ja, pa je vprašanje, kdo nima ega. Ja, točno to. No in v glavnem, da se vrnem na te sporočila, ki so jih dobivali, to so bili razsvetljeni ljudje. In teh ni. Teh je mogoče dejansko trenutno na svetu samo ene par. In to so te, bom rekla, učitelji, guruji, ki so poslani, ker so kanalizirani. Ja, jaz včasih te angleške besede enak problem. V glavnem, in oni dobivajo informacije. Dame en primer, ker Sadhguruja v bistvu veliko ljudi ne mara, ampak on je skanaliziran. On ni načitan. A si bila na temu dogodku? Ne, nisem bila, jaz ne rabim hoditi. Ne, nisem mislil, da bi rabila hoditi. Ne, hočem povedati, zakaj ne rabim hoditi. Ker jaz sem dominantna vata doša, zelo visoka, eter zrak. Kaj to pomeni? Da jaz včasih sploh ne rabim priti v stik s človekom, pa mu že povem, kakšna doša je. Kaj sva rekla, da so doše? Doše so v bistvu energija, če jih lahko tako imenujem. Je kar precej težko v bistvu vse te sanskritske izraze, indijske izraze prevesti. Angleži so jih že nekako, oziroma Slovenci pa še nimamo čisto točno, bom rekla, določenih izrazov, kako bi to lepo povedali, ker tukaj je taka znanost odzadaj, da midva nimava časa en teden, da ti vse razložim. Ampak bom na kratko razložila. Doše so energije, 3 energije v našem telesu, ki so najbolj pomembne. Forces, po angleško. In
Prej smo govorili o 5 elementih. Ogenj, voda, zemlja, zrak, eter. In vsaka izmed 3 doš ima svojo glavni element in še zraven pomožni element. Vata doša je sestavljena iz zraka in iz etra. To je najbolj subtilna oseba na svetu. Najbolj sebe čustvena. daješ v to kategorijo? Ne, sebe dajem. Ne, prej si omenila, bom do konca razložila, da me boš razumel. To je subtilna oseba, deluje srčno koherenco, številke jo ne zanimajo, spi malo, rahlo, vse vid, vse jo zanima. V glavnem, vse začuti takoj, ker je eter zrak, veter, ne, tudi nima obstanka, ne? Ona bi skozi nekaj hodila okrog, pa bere 5 knjig naenkrat, pa recimo tak primer. Pita doša, njen glavni element je ogenj, voda. Pita doša je racionalka, deluje z razumom, inteligentna, napredna, vse mora imeti v številkah, vse mora imeti zračunan, deluje z umom, ona je analitik, ona je dober programer. Dam par primerov iz preteklosti, Hitler, Stalin, Napoleon, Tito. Koliko jih je treba še pobiti? Še 100,000, tja moramo priti, v redu je. Ne? Racio, izključno cilj, ne? Moč. Vatin sedež je v debelem črevesju. Pitin sedež je v tankem črevesju, tam, kjer je absorpcija hrane. In ker je njen primarni element ogenj, ima zelo dobro prebavo, jaz rečem, da bi Pita še bager pojedla, pa bi drug dan šla na veliko potrebo. Medtem ko vata doša, ki je eter zrak, je pa non-stop zaprta. Plini, napetosti, težko odvajanje blata in tako naprej. Kafa doša, da bom zelo na kratko razložila. Ne, kar lahko na dolgo. Ja, da moram, pa ker nimamo časa. Ja, ne vem. Kafa doša je pa zemlja, voda oziroma voda, zemlja. To je pa v bistvu najbolj prizemljena oseba, taka počasna, lenobna, in boš nekaj dal za delati, bo 3 dni delala, tisto, kar imaš ti narejeno v 5 minutah, v glavnem rada velikje, rada spi, bomo že kako, bomo že, saj se nič ne mudi, v glavnem sočutna, ljubeča, empatična, jaz rečem, da je to ena taka mama zemlja. In vse 3 doše, njen sedež pa je v želodcu in je odgovorna za limfni sistem oziroma za sluzi v našem telesu. Zato je podvržena recimo virozam, gripam, anginam, astmam. Ko se ta sluz nabere, sploh zdaj recimo jesen, je za kafo zelo nevarno obdobje, so te bolezni bolj izražene. Ker pa je odgovorna tudi za limfo, so pa te ljudje podvrženi debeljenju. Ker to, kar vi na zahodnem svetu, kar mi govorimo o debelosti, največkrat je to samo zastala limfa, zastrupljena zastala limfa v telesu. Sprav, če nekdo debel ali pa preveliko ima težo ali pa preveč maščevja? Ne maščevje. Maščevje je eno, limfa zastrupljena je pa druga. Ampak sej tem predebelim ljudem merimo maščobo, in zmerimo tudi preveč maščobe. Ponavadi. Tudi, ampak prej, ko sem govorila o elementih, naše telo je več kot 70% vode. Že tako. In ko se kafi ta voda, zastala limfa, ker je limfa zastaja, še poveča, ima tudi ogromno vode v telesu. In to je ta zastrupljena limfa. In da dokončam zdaj te 3 doše, in vsaka izmed teh 3 doš, ker Ajurveda deluje na holistično, se pravi telo, duh, je tudi manas prakriti oziroma ta umski del razložena, in njihova čustva. Vata doša je podvržena strahu, anksioznosti, tesnobam, depresijam, vsega jo je strah. V glavnem, meditacija je zanjo najboljša rešitev.
umirjanje uma. Pita doša je ljubosumje, razdražljivost, ogenj, ne? Ljubosumje, razdražljivost, nepotrpežljivost, recimo en tak odziv značilen pit, a ti nisem že 100-krat povedal, ne? Ker pita ima zelo dober, perfekcionističen ne? In tudi zelo natančen in tudi spomin ima izjemen. Pit je enkrat, poveš si zapomni do konca življenja. Je pa zanimivo, da dolgoročen spomin pa nima toliko dober. Vata doša ima pa, ker ima vsak dan, ker je toliko vetra, toliko informacij, ima slab kratkoročni dolgoročen ga ima pa super. Lih obraten je prvati pa prpiti. Se pravi, kafa doša, ki je pa porušena na čustvenem nivoju, je pa to v bistvu ena oseba, ki je pohlepna, grabežljiva, pogoltna. V glavnem vsa ta čustva so izražena v teh 3 došah. In zdaj, to je najpomembnejše. Vse 3 doše so v vsakemu izmed nas. Noben nima sam ene doše. Običajno sta izražene malo bolj 2 doše. Vata, pita, kafa, to so dvodošni ljudje. Enodošnih ljudi je bolj malo. Tisti so bolj ekstremni. To so tisti, ki ima eno došo več kot 50% prisotno. Tako v procentih povedala. Potem so pa še enakovredno 3-došni ljudje. Tem pa rečemo satvični ljudje. To so pa najbolj umirjeni ljudje. Aha, ki imajo v ravnovesju vseh 5 elementov. Prej, ki si rekla, jaz sem... Dominantna vata. Vata, a lahko to malo razložiš? To pomeni, kot sem že povedala, da meni prevladujejo problemi v debelem črevesju, zaprtje, če seveda nisem na pravi hrani. Velikrat so to tudi kakšni strahovi, ki si jih ti na najnem prvem srečanju začutil. V glavnem, na stara leta je pa vata direktno povezana preko pač poddoš, ker tukaj so še poddoše, ne moramo zdaj to razlagati. Tukaj je pa direktno povezana s kostmi, z nohti, z lasmi in tako naprej. In vata doša ima, jaz imam značilne vataste lase, recimo, krepaste, trde, suhe. Nohti lomijo, sploh zdaj jesen, zdaj ni čas za vata došo, sploh. Težko obdobje za vas. Za vate je zdaj najbolj slabo. Vata je fajn spomlad, pa polet. Polet je najbolj lušten, kaj je toplo. Vata bi se mogla skozi gret, pita ima rada hladno, zato te, ki izvajajo recimo Wim Hofa, če jih greš malo pogledati, jaz sem jih šla enkrat pogledati. Kamniško Bistrico? To so ljudje, ki imajo visoko pito. Seveda, ko se oni not potopijo, oni uživajo. S tem, da seveda je potrebna tudi ta predpriprava dihanja, ampak to ni za vato sploh. To je škodljivo za vato. Škodljivo je ta. Recimo. Pa za kafo je tudi razmeroma v redu, te potopi. Za vato pa sploh ne. Kako si se v bistvu... Kakšno je tvoje ozadje, kako si prišla do teh tematik, pa do raziskovanja teh ved? Prav zaradi moje vata duše. Vata je raziskovalka. Ona ni nikoli dolg čas. Ona raziskuje na svojem področju tisto, kar jo zanima. In tudi vsa ta moja izobraževanja, ki jih imam, jaz nimam uradne fakultete nobene narejene, ampak imam pa 12 diplom različnih. Tako da jaz sem vedno pač se poglabljala v stvari, ki so me zanimale. In raven zanč mi je enkrat rekla, pa ti si vse tisto, ki si se lotila in res se lotam in pridem čist do konca. Ni tukaj, da bi. Ker sem začela črevesni mikrobiom raziskovati, sem se vpisala v The Human Microbiome Project, sem pač poslušala predavanja dr. Orla, to je naš zdravnik, ki se s to problematiko bolj detaljno ukvarja. V glavnem dejansko sem proučila mikrobiom v nulo.
Ampak nažalost je tukaj zahodna znanost zelo, zelo odzadaj. Koliko pa si namenila časa temu? To je moj življenjski slog, skozi. No, ampak v letih, recimo, koliko časa se že s tem ukvarjaš? Ja, to je pa zdaj že kar 25 let. Ampak to vsak dan. To je od jutra do večera. Kje pa misliš, recimo zdaj veliko sva govorila o teh stvarih, ki se ti ukvarjaš, pa veliko sva govorila o zahodni medicini, ne? Kje vidiš mogoče največje, kaj dela zahodna medicina prav, pa kaj dela najbolj narobe, po tvojem mnenju? Po mojem mnenju ne dela nič narobe. Saj v končni fazi znanstveniki želijo ustvariti, bom rekla, zdravila za to, da ljudem pomagajo. Ampak tukaj... Malo so v profitu tudi govorila. Ja, saj to sem ravno hotela nadaljevati. Tukaj je profit od zadaj, ker vsa zdravila imajo stranske učinke in vsa zdravila se nalagajo v telesu. Že nekje, v datuju, v nekem datuju. Datuji so pa tkiva, po ajurvedi, njih je 6. In eni se nahajajo v limfi, eni v krvi, eni v mišicah, eni pač rakta, mokša, meda, živčno tkivo, se pravi kostno tkivo in reproduktivno tkivo. Tako da kaj dela pančakarma? Pančakarma s temi svojimi protokoli potegne te strupe s predpripravo kam? V črevesje in pol z drugo tehniko oziroma z drugim orodjem popuca. Klestir. Basti se reče, ampak bastijev je več vrst. Aha, ali lahko malo o tem poveva? Basti? Basti se imenuje klistir po ajurvedi. In poznamo več vrst bastijev in vsak ima svojo funkcijo. Nekdo, ki ima kožne bolezni, recimo, ne bo dobil klistirja ali bastija, ki ga bo grel v telesu. Ampak bo dobil dekodacije, ki mu bojo pomagale, da v bistvu se vnetje umiri. Vnetja nikoli ne zdravimo z toploto. Ampak moramo zmeri najprej umiriti, se pravi, ga ohladimo in šele potem zdravimo določen predel. Jaz sem ti tukaj prinesla pokazati tudi ene slike, če bi te mogoče zanimale, kako sem se lotila pač dveh zanimivih bi ti mu rekla patologij, nad katerimi je uradna medicina nažalost dvignila roke. So rekli, mi ne znamo več pomagati in pol je dvema človekoma. Dvema ženskama, tole je prva. Lahko pogledaš, takole je prišla mamica 34 let stara men. A so to glivice? Ne. Oni so to rekli, da je to pač psoriaza, kako se to reče po slovensko, luskavica. Luskavica. Ampak, ker sem jaz tudi pač na kozmetični šoli delala, to so pa že rezultati tam. Ne, to še ne, ampak to so pa že rezultati. Se pravi, jaz sem tukaj začela čistiti črevesje, basti, klistiri in potem še različne v bistvu tudi od odzuni, ker zdravi se od odznotraj in od odzuni. Kaj ste naredili? Klistirje, pa kaj še? Kaj še ne bil proces cel? Ja, seveda, najprej je tudi post, ampak v ajurvedi za post ni za vsakega. Je mogoče 1 dan, 2 dni ali pa 3 dni. Bolj je pomembno to notranje čiščenje. Purgation se temu reče, viridžana.
Okay. Ja. Kaj to pomeni, bruhanje? Ne. Vomana je bruhanje oziroma bluvanje, kjer so določene dekodacije. To je za osebo, ki ima povečano sluz, kot sem prej govorila, kapha doša. Viridžana je za ljudi, ki imajo probleme s povečano pito. To je to, kar si tukaj videl. Aha. Tole, kar je povečana pita doša, ogenj. Ogenj. Se pravi, zaradi prehranjevanja življenjskega sloga. Jaz pravim tako malo v šali, vse se začne v strehi. Se pravi, Ja, vse se začne tam. In če imaš ti neko prepričanje, da tvoja mama je imela raka, ga boš siguran tudi enkrat dobil. Aha, zaradi tega prepričanja. Ja. Aha. In stres je pa v bistvu ta drug glaven dejavnik. A ne? In kako si se lotila, recimo to sta bile dve ženski, ki sta imele to težavo, uradna medicina je dvignila roke, kakor si rekla, kaj to točno pomeni? Rekli so, ne znamo ti več pomagati, dobile sta kortikosteroide, različne druga mazila, to, same v bistvu, nič ni pomagal. Jaz rečem, pita je podivjala, če greš pogledat, če ta drug primer, ta gospa je imela pa, mislim, to so res taki hudi primeri, a ne? Ja. Ta gospa je imela pa zvoli. Ampak to je bilo po celem telesu. A ne? To je bile roke, noge, vrat, od zadaj, od spredi, mislim, okrog trbuha, ni da ni. A ne? In kako si se lotila recimo tazga primera? Črevesje. Smo najprej Črevesje. Ne, zanimivo mi je bilo, kaj si rekla, začne in konča se v glavi. Ta del me tudi zanima, ne? Kako obravnavaš? Seveda, tudi tukaj dajem podporo in zaradi tega imam tudi konzultacije, kjer povem, da se bo treba lotiti in meditacije, in joge, in dietologije. In seveda pač prečiščevalnega programa. In pa zdaj, če je nekdo pripravljen delati, pol ima take rezultate. In vsak pride do rezultatov. Vsak. Ampak to je delo pol leta, to, kar si tukaj videl. In veliko odrekanja, ampak jaz bom tako rekla, malo po domače, ko se ti naštelaš v glavi, da greš tja. Najbolj pomemben je, da si nam rekla bolnik, stranka, mi je tudi grdo. Jaz rečem, da so moji varovanci so moji. Pa da oni meni zaupajo. To je bistvo, to je najbolj pomemben. To je prvo, kar je. Pa gremo naprej, ker v določenih primerih je lahko tudi ena lubenica, ki smo jo tukaj dali zraven, pa je primerna. Pa sem rekla, pazi, najprej jo čist malo vzem. Cup, je šlo spet ven. Sem rekla ven. Kaj, takoj, naslednji dan? Ja, ker delamo na izločevanje. Testirate v bistvu, kaj povzroča. Ker lahko si točen v tistem promilu, da je zate to tudi primerno, ampak si lahko v promilu, da pri takih hudi patologiji, ki se jo vidi tukaj, da pa tudi en košček lubenice lahko narobe naredi. In je naredil narobe. Drug dan je spet cvetela. Sem rekla ven. In dokler se črevesje popolnoma ne pozdravi, potem v bistvu je zelo potrebno paziti tudi pri prehrani. Zdaj uvaja v recimo stročnice. In sem ji rekla, skuhi si to pa to, pa 1-3 žličke, pa drug dan, da vidiš, pa boš pa lahko jedla, če bo v redu. Ker to še ni končno zdravljenje, čeprav so že rezultati optimalni, saj ljudje jih tako vidijo, ampak ni še optimalno stanje. Ja, se je ful je zanimivo, ker ti imaš v bistvu, nimaš dostopa do teh, ne vem, če grem jaz v uradno medicino, mi vzamejo kri, mi vzamejo blato, mi vzamejo stvari in naredijo preiskave, ne. Tle je pa malo bolj omejena stvar, ker dlje časa lahko traja, da diagnosticiraš težavo. Jaz vzamem puls in vem, kje sem. Nekaj sva rekla, probaš malo lubenice, pol lubenico izločva, pol morava
50 različnih... Ne, to je pri težjih patologijah je tako, a ne. Pri ljudeh, ki pridejo pač samo zato, da se prečistijo, pa ki imajo zdrav mikrobiom, teh problemov ni, a ne. To je razdraženo. Uradna medicina temu reče KVČB. Kronično vnetene črevesne bolezni, kamor se sodi tudi Crohnova bolezen in tako naprej. Ne? In oni režejo in oni v bistvu zdravila dajajo in v bistvu nič ne naredijo. Ne? To, ki si rekla, da puls probaš, pa veš, mi lahko to malo razložiš? Ja, to... A to dobesedno misliš? Ali? Ja, seveda. Zato je potrebno priti na konzultacijo zjutraj, na tešče, ki je še v bistvu puls tak, v bistvu bi mogla puls vzeti, ko se oseba zbudi, no, če sem čisto iskrena. Ker se že takoj, ko se ti usedeš v avto, je že v bistvu se os hipotalamus, hipofizo, nadrealne žleže, to so vse že zamaje, ampak vseeno, zjutraj na tešče je še vedno puls najbolj relevanten. In spet se ga mer vata, pita, kafa. In jaz vidim, katera doša je najbolj porušena iz pulza. Iz v bistvu pozicije, utripa. Kjer... Iz utripa. Utripa, kakšen utrip je. Vatast puls je hiter, pitast puls je tako, kaj ena žaba, je kar poskočen tako. A to govoriva enakomeren. O udarcih na minuto? Govoriva? Tudi, to je pa že, bom zdaj samo osnovo povedala. Kafast puls je pa tako počasen, pa se ga je teži zaznata. In pa so tukaj še določeni vprašalniki, in seveda pregled jezika, pregled oči, pregled kože, pregled oči, pregled trebuha, pregled zadnjega dela ledvenega in tako naprej, nohtov, v glavnem vse ima tudi svoja ajurvedska oziroma sanskrtska imena imajo. In pol v bistvu s tem ti nekako diagnosticiraš in postaviš naslednje korake. A je lahko karkoli od teh korakov ali pa stvarih, ki jih delate, pa postite, pa to, a je lahko karkoli nevarnega za človeka? Ne, zaradi tega, ker v bistvu mi ne uporabljamo nobene kemije. Ok, ampak govorim recimo post 10-dnevni... Ne, to je mi zdaj govoriva, a govoriva v ajurvedi, a govoriva v postu, ker to sta dve čisto drugačne, ločene stvari. Nima veze eno z drugim. Sem mislil, da vsebuje... moji koncepte, zakaj je post dober. Moji posti vsebujejo, bom rekla vložke, če lahko tako rečem, ajurvede. In za čisti, popolni post tudi niso primerni vsi ljudje. Kaj je to čisti popolni? To pomeni, da ostavimo popolnoma prebavo, se klistiramo vsak dan z različnimi klistiri, norabasti, se pravi vodni klistir, oljni klistir, se uživa samo izključno bistra tekoča hrana. Imam zdaj eno gospo, ki sva pač rekla, zdaj deva tole narediti in sem je naredila 14-dnevno postno, popolni post, postno terapijo. To je nič zaužite hrane? Nobene hrane. Nobenih kalorij? Nič. Mislim, podpora krvi, ne voda. So določeni sokovi in so določene bistre juhe. Sokovi, bistre juhe. Podpora krvi more biti, ampak tako, da se kri lahko tudi čisti. No in mi dve sva napisale protokol za 14 dni, ona je danes na 28. dnevu. Ona je poslala pač slike, ker je imela pač trakulje in gliste in so mogle dati še dodatno terapijo in da se to eliminira. Tako da spustila sem jo pa na popolni post zaradi tega, ker je imela zadost zalog. Ker telo črpa iz maščobnih celic, kadar smo na postu. Tako da, če tebe mečkam pogledam, ti imaš še zadost zalog za 14 dni. Ja, verjam. Ne, sej, mi hodimo na Tajsko in tam je nek
rezort, kjer se lahko tudi prijaviš v neko postenje vodeno, ne? In nisem se nikoli sicer tega poslužil, ne? Mislim, da imajo tam 7-dnevne pa 10-dnevne, pa pol savnajo se, pa zelišča pijejo. To vse pa še zraven. No, savnam se tako vsak drug dan, ne, že tako, ne. Hotel sem te vprašati, če greva malo bolj globje v ta post, ne. Ja. Ker zdaj je to tudi na zahodu precej popularno, predvsem to, če mu rečemo intermittent fasting, se pravi neki delni post, bi ga lahko prevedel, ne. Ja. Ne, to ni delni post. Intermittent, se pravi, da ješ v bistvu sam v nekem oknu v dnevu. Kar je zelo slabo. Okay. Kar je zelo slabo, ker v bistvu je pa tudi malo prevzeti iz Ajurvede. Ajurveda pravi, nehajte jesti ob 4 popoldan, najkasneje, in začnite jesti naslednji dan ob 8 zjutraj ali ob 9. Se pravi, takrat se sproži autofagija. Ampak zakaj? 16 ur ni dobro jesti, zaradi padca sladkorja v krvi. Telo namara, da ga mi šibamo takole, gor, dol, ker pa se ljudi najejo, a ne, ker pa lahko vse jemo, a ne, v tistem času in tu sladkor skoč v višave, a ne, in pa spet dol, a ne, in gor, in dol, in ni to. Kaj pa, če tega ne delamo, se pravi, zdaj si opredelila, težava je v tem, da takrat, ko jemo, potem jemo slabo, pa preveč. Ja. Ampak to bi jaz rekel, da ni povezan s tem, kar recimo neka znanost priporoča, ta okna, v katerem se je, se pravi, da se telesu pusti nek čas, da se lahko odpočije, ne, od prebave, ne, ker zadnjih, 50 let se mi zdi, so nam dost govorili o tem, da čim več obrokov pomala, ne, se pravi 5-6 obrokov, in telo v tem primeru skozi dela, ne, skozi more delati in se ne more odpočiti, ne. In se mi zdi, da izsledki prihajajo zaradi tega, da se celice malo spucajo, da recimo, če ješ 16 ur ne ješ, ne, potem pa preostal čas pa imaš čas za obroke, ne, in s tem pustiš telesu nekaj prostora. Ja, ima svojega smisla, sigurno, a ne, ampak po Ajurvedi to ne štima. Jaz delujem pač po Ajurvedi in tega ne priporočam. Priporočam seveda, da se je v okvirih, da nehajo ljudje jesti od 4 do 6 zvečer in začnejo jesti spet zajtrk ob 8 zjutraj. Zajtrk se ti zdi pomemben? Ja, samo ne tak zajtrk, ki ga zahodna doktrina spet. Ne rogljiček pa... Ja, pa žemlja, pa salama gor, pa jajca, pa tako naprej. Kaj pa recimo? Če damo primera, ne, jaz miri tako, jaz sem tak, bom rekla, malo štosen primer dam. Kako imaš raje, da se zjutraj zbudiš? Da ti budilka ona stara zmeša glavo, ali da pride tvoja partnerica pa ti reče, Klemena, boš počasi. Ja, siguren ta drugi je veliko lepši, a ne? Absolutno. No, in ker smo mi po noč fasting, nismo noč jedali, ne? Ma naš želoček najraje, da mi damo nekaj nežnega gor. Kuhanga, recimo kuhane kosmiče, a ne, da ga pobožamo. Pa že lahko naložimo še kaj drugega, tudi sadje pa to, a ne? Ker sadje je zelo agresivno lahko na nekatero. Ni priporočljivo. Za vsako došo, ko sem prej razlagala, je točno določeno sadje, zelenjava, žitarica, olja, stročnice, vse je točno določen. Za enega nekaj je, za drugega pa pač ni. In tudi v samem procesu obdelave, a ne, je nekaj kuhano v redu, nekaj je pa lahko tudi surovo dobro. Pita doša recimo lahko je veliko surove zelenjave, zaradi tega, ker surova zelenjava v telesu hladi, vata doša jo lahko je samo polet, kadar je fejst vroče, ker hladi v telesu, a ne? Vse je blazno detaljno. Ja, pa zdaj tudi vidim, da za različne ljudi različne stvari veljajo, tako da bova zelo težko bova splošna, ne? Ampak ne moramo. Ja. Splošna je zahodna doktrina, a ne? Tukaj je pa zelo detaljno za vsakega posameznika, ker na svetu nas je koliko, zdaj že skoraj 8 milijard in vsak izmed nas ima drugačen prstni odtis. Se pravi, toliko
ki je prsnik odtisal toliko različnih protokolov. Ja, so nekateri podobni, a ne? Seveda upoštevam jaz vedno lokalna, sezonska živila, to, kar se dobi tukaj pri nas, ampak vpletam pa tudi noter tista, ki so pač, ki se jih ne dobi pri nas, oziroma si jih pač je potrebno poiskati tudi v kakšni drugi trgovini, a ne? Kaj pa tamas hrana? Tamas hrana. Ja, Tamas to, hrana. oziroma rad bi se mal osredotočil na to, kaj po tvojem mnenju ali pa v teh vedah, a ne, z teh znanjih, najslabša možna stvar, ki lahko zaužije Meso. človek. Se pravi, meso je najslabša. Najslabše. To je Ok. tamas hrana. Okay. Imamo tamas, rađaš, satva hrano. A ne? In med tamas hrano pa vsa živila spada alkohol, tobak, meso, prevelike količine gob, v glavnem razhodniki, bremenijo jetra, paprike, krompir, solanin, to vse bremeni jetra, recimo. To je tamas hrana. Se pravi, procesirana hrana, kaj sva rekla, kakšni Procesirana kruh. hrana, kruh, tam, ko kruh prodajajo obvoz. To ni nič zakupati. Ja, tam Okay, ni kako nič pa če zakupati. rangirava to, ki si zelo izstrelila, meso je najslabša, ne? ja. Alkohol, sladkor, meso, Ja. kako bi to rangirala? Kako bi, najprej meso. Najslabše. Ja. Se pravi, boljše, se pravi, nek človek bolj zdravo živi, če ne je mesa, pa je sladkor vsak dan procesiran. A bi Ne, lahko to pa tako ne. rekli? Mislim, Kaj pa obratno? Se pravi, ta človek, ki je meso vsak Ja. dan, ne je pa sladkorja. tako bom rekla, lej, ker je bil zahodnjak tok puši, če lahko tako rečem, a ne, je ajurveda v zadnjih, recimo 100 letih, a ne, dodala tudi nekaj mesa, A res? ampak za vsako došo točno določeno meso. Jaz mojim strankam mesa napišem. Aha, se pravi, zakaj je zdaj tukaj razlika? Ne? Ja, zaradi tega, ker vsi še vedno so tako puši v ta meso, ne. Zdaj se Aha. bom grdo izrazila, ker si me sprovociral. Meso je crkovina, je že nekaj, kar je umrlo. Ne? In jetra ne sprocesirajo teh v bistvu kemikalij, crknenih, vprosti izrazu, in se sprožijo v netnici tokini. In preveč mesa vodi v trigliceride, v povišan holesterol, v debelost, v zamaščena jetra, v viscelarni organi so prizadeti in never ending story pri mesu. Ja, razumem. Ne, Sploh pa ne, če lahko še to dodam, sploh pa ne ta meso, ki ga vi danes kupujete po nakupovalnih centrih. Jaz v šali rečem, a veš kaj, Klemen, ti kar jej meso, a ne, sam pejci, sam tjale, poka, udret, ja, pa ne, pojej. to veliko govorimo tudi na tej oddaji, a ne, o teh etičnih težavah tega, Ja. da je industrija tega, ne, predelovanja mesa, in tukaj sigurno veliko zavestnih biti trpi, a ne, za naš užitek, a ne. In jaz mislim, da ko bomo gledali za nazaj, da bo to ena velikih takih moralnih katastrof, a ne, tako kot zdaj, kad gledamo za nazaj, a ne, na kakšne druge stvari, kako smo se do drugih ras, kako smo jih obravnavali, a ne, do drugega spola in podobno, ne. Se mi zdi, da bo to sigurno v zgodovini pač dosti jasno je, ne, da je moralno sporno, ne. Ampak vseeno sem hotel pač malo to primerjavo narediti, a ne, med sladkorjem pa enostavnimi hidrati pa procesirano hrano, a ne. Bolj je slab meso, če že morava o tem govoriti, ker cukra nikoli ne moreš to pojesti, da bi v bistvu, da ga ne bi izločil, a ne. Ga lažje izločaš, kakor pa meso. Aha, lažje ga izločaš, ne, sam Ja. jaz vseeno, sej nisem zdravnik ali pa karkoli, ampak to, kar se trenutno dela s sladkorjem, a ne, v zahodnem svetu, ali pa sploh, ko se otrokom take količine, a ne, sploh sladkanih pijač, recimo, ne. Vse je cukrast. Ja, v bistvu je toksin in mislim, da vemo, koliko
bolezenskih stanj izhaja iz tega pa slabega počutja in podobno, ne? Ker tudi, jaz se nekako vedno bolj tako na naravo oprema, ne? Se pravi v smislu, kako smo se mi razvili, ne? V neki savani, naši predniki. Vemo, da so lovili meso, vemo pa tudi, da niso imeli dostopa do sladkorja v takih količinah, ne? In to vse se mi zdi, da povzroča neko neravnovesje. Je res, da niso mesa vsak dan jedli. Je tudi res, da so se pustili 2 dni, ker je bilo pač takšno okolje, a ne? Mogu si 2 dni loviti in polka si ujel, si jedel meso, ne? Tako da nekako moja intuicija mi govori, da je manj riskantno biti usklajen z našimi predniki in njihovim življenjskim slogom, a ne? Kakor delati tukaj ene dost velike zasuke, ker naš organizem ni narejen ali pa ni se mogel to hitro prilagoditi, da mi zdaj toliko stročnic pojemo, mi zdaj pojemo toliko hidratov čez moko, a ne? Malo si pozabil je antropološko nazaj, a ne? Okay. Človek ni bil najprej lovc. Človek je bil najprej nabiralec. Tako da so si lovci in nabiralci so bili, ja. Oboje. Ja. Najprej so bili nabiralci, a ne? Če gremo antropološko nazaj. Najprej so nabirali, najprej so pobirali po tleh, ker človek je bil velik, ne vem, 1,20 m, a ne? Potem, ko se je on začel, ko je se naučil loviti določene živali, ja, je začel rasti, ne? Potem, ko so te savane se v bistvu pomaknile, a ne? V bistvu v nekem obdobju, to je bilo približno 8 do 10 tisoč let nazaj, a ne, je pač iznajdel te loke in se je začel prehranjevati na ta način. Ampak kaj se je zgodilo? A ne? Ta divjad se je pomaknila proti severu, a ne? In tiste navadne loki, ki so jih imeli, niso bili več zadost za to, da bi one antilope pocepala, ne? V glavnem, in kaj so ugotovili? Ja, kaj tam jabolk vrgu na tla, ne? Tam je nekaj zrastel, ne? Se pravi, se je pa začela poljedelska revolucija. Tako da ta obdobja so se menjavala, veš, ne moreš reči strogo samo to pa to pa to. Treba je vedeti točno, kako je šlo antropološko nazaj, ne? Ja, ne, seveda so se obdobja menjavala in tudi zdaj živimo popolnoma drugače. Kar sem hotel opredeliti je, da najdaljše možno obdobje za človeka je verjetno največ dal šanse, da se je telo na ta način življenjskega sloga prilagodilo. In mi, se pravi poljedelstvo, to je 10 tisoč let nazaj ali pa 20 tisoč let nazaj, ne? Govoriva pa prej o 100 tisočih letih, a ne? Določenega življenjskega sloga, ne? Tlele bi omenila eno stvar, ki si jo zanemaril, kar si dobro povedal, ne? Seveda, oni so lovili in pol, ko so lovili, pol en teden niso imeli, ampak kdaj se je začelo to, bom rekla, krvoločna živinoreja, če temu lahko rečem, a ne? To je bilo pred približno, to je Marija Kongutas, je to zelo dobro, ena antropologinja preučila. Se pravi, ko so kurganska ljudstva izza Kavkazija, se pravi Mongoli, prišli na naše področje, so začeli ograjevati živino. In takrat se je v bistvu začela ta, bom rekla, krvoločna živinoreja. Saj predtem so tudi nomadi živeli na ta način, kot si ti povedal, a ne? So imeli kravo, ki je bila stara, so jo pač ubili, kožo so imeli za zavice ali pa za kakšne druge, bom rekla, pokrivala pa tako, ne? Jaz sem bolj mislil v obdobju, ko nismo imeli živinoreje, se pravi, ko so bili lovci, se pravi, da niso še udomačili živali in so bili lovci nabiralci. To je najdaljše obdobje, po mojih informacijah, kar so naši predniki pač živeli. Ja, ampak potem je prišlo, če bi tako ostali, bi bilo, ne bi bilo nič narobe, a ne? Ampak potem je pa prišla ta krvoločna živinoreja. Najprej so seveda krave, pa so koze, pa so ovce, a ne? In človek se je meril po glavi. In iz tega tudi ime kapital, angleško, kar pomeni kapita, glava. In si bil vreden toliko, kakor si imel glav živine, a ne? In to, tukaj pa zdaj prihajamo v to izkoriščanje.
Ja. živali. A ne? Čeprav sama Ajurveda, a ne, tam, kjer je srž noter, srce, oni niso jedli mesa. Nikoli. Never ever. Ker to je pač tudi 100 000 let nazaj. Ne? Zato so pa bili tako riši povezani, ker so bili prečiščeni. Takoj, ko ti meso zaužiješ, je že una vibracija, ki ti to veš dobro, če se ukvarjaš z meditacijo, je že una vibracija te živali v tebi. Ja, mislim, da lahko greva tukaj v debato. Jaz imam malo drugačne poglede na to. Mogoče, če čisto na hitro povem, to, kar si prej omenila, vse se začne pa konča v glavi, ali pa da je vse a ne tako nekako gledam. Ne, ni lih v tem je narobe, ker ni Se jaz sam svoj pogled dajem. Se lih zato, ker zavest je tista glavna. To pa nima veze z umom. Če ti je bolj všeč ta izraz, lahko tudi rečeva zavest. Pač vse to, kar se... Da morava to razčlenva. Je sestavljen iz razuma, iz intelekta in iz ega. To je Zavest pa nima veze s tem. Vse, kar se pojavlja v zavesti, mi pomaga da se pojavlja tam. Zdaj te pa nisem razumela. Jaz imam na voljo imam svoje čutila. Se pravi, zato kar se... Majo imaš. Majo imam. Iluzijo imaš. Ja. Se pravi, prvi del so čutila, drugi del so pa neke slike v glavi. Se pravi, so to spomini, ali so to moje projekcije za naprej in vse. Se pravi, to dvoje bi jaz rekel, da se stavlja zaznavanje. In ne vem, kaj drugega od tega še je. Ne, ti si pomešal budi pa zavest. To nima veze eno z drugim. Mi delujemo dejansko, tako kot si rekel, na podlagi 5 čutil. Vidim, slišim, tipam, vonjam, okušam. Limonada, kisla. Okay. To nam sporočijo naši možgani. Zatipaš mehko obleko. Ampak šele možgani ti to sporočijo našim prstom. Okay? In to nima veze z zavestjo. Zavest je elektrika. To je tista bit, to je tista, iz česar mi smo. Lahko rečeva je tudi duša. Mi na koncu, možgani tvoji, nos, kosti bojo na koncu segnil, zavest bo pa ostala. Ja, to je zdaj vprašljivo, ne? Ne veva. Veva. Ti veš. Mislim, greva tako reči. Ve Ajurveda, ker to detaljno razloži. No, se pravim, ti veš to, jaz pa tega ne vem. Jaz tukaj puščam odprto možnost. Pa nimam, neke izkušnje imam s tem, ampak kar sem hotel prej povedati, je, da so vse moje izkušnje, vse moje ideje, in jaz mislim, da tudi tvoje, posledica tvojih zaznav. Ne. Moje ne. Se pravi... Jaz se pustim voditi. Ja. A ne? Jaz veliko stvari ne vem in skočam, raziskujem. In ne delujem. Jaz ne delujem z umom, zaradi tega, ker to ni moja primarna funkcija. To je funkcija pita doše. Ona deluje z umom. Vata doša pa deluje s srcem, srčno koherenco. Ampak nekaj zaznavaš, mogoče ne z umom. Ja, seveda. S srcem, ne? Ja. Ampak zaznava je ful prepletena z zavestjo in umom. Se pravi, vse, kar ti veš, vse, kar si ti doživela v življenju, se je nekako moglo pojaviti v tvoji zavesti. Seveda. Vključno s temi idejami, da zavest po smrti še vedno obstaja. Zato sem rekel, kako veš, ne? Ti veš, ker pač veš to.
ti to si zaradi prepričan. tega, ker so znanstveniki ugotovili, zdaj pa grem na tvoje področje, da ti bolj... Jaz govorim o osebni zaznavi, pustva znanstvenike. Okay. Midva zdaj govoriva najbolj osebnih stvareh, kar je sploh možno. Okay. Jaz jih delim s tabo, da nobene stvari nisem nikoli mogel zaznati izven zaznavanja samega ali pa zavesti. A ne? In zdaj vse tudi, kar vem, je del mene. Ne? In ne vem, kako bi lahko ven iz tega jaz pokukal. Ja, zaradi pa tega, rekel, ker ko prideš v meditaciji do tega stanja, o katerem sem pa čisto začetka govorila, prideš do razsvetljenja. Okay. In takrat prideš pa v čisto zavest. V čisto zavest. Ja. Ampak zaznavaš čisto zavest. Ne, jo ne zaznavaš, si v čisti zavesti. Noter si. Ja, tukaj imam mogoče malo drugačne poglede na to, pa mi je tudi zanimivo, ker sem hotel iti na področje meditacije, pa kako ti vidiš namen tega, ali pa sploh pomen, ali pa zakaj bi to nekdo delal, a ne? A veš, meni se tako smešen zdi, ker zahodnjak vse skupira od vzhodnjaka. Zdaj se meditacija imenuje biofotonsko prehranjevanje. Prvič slišim. Aha. Pa si nisi knjige prečital. Do potankosti nisem. Ne, sej sem malo se hecam, veš, jaz sem taka malo lucidna včasih. V glavnem, ja, biofotonsko prehranjevanje. Ker so znanstveniki že znajo detaljno razložiti te dimenzionalne prostore, kako v bistvu so razdeljeni. In v teh govori tudi meditacija. Vemo, da imamo grobi materialni svet, v katerem mi živimo. Jaz bi rekel, da ne vemo, ampak v redu, vemo. Vemo, ja, se živiš. Mislimo. Se živiš. A prej sva govorila o Maji, ne? Ja. In to je meni zelo dober koncept, ker ponazarja to, da se vse pojavlja v moji zavesti, ampak jaz se čutim ločenega. In kdaj se čutim ločenega? Takrat, ko rečem, vem, da materialni svet obstaja. Zato, ker sem jaz in materialni svet, ki ga jaz zaznavam. Ampak, če je človek iskren, pa natančen, jaz mislim, da mora reči, ne, vse, kar jaz zaznavam, sem jaz. Tako. Zato sem rekel, ne vemo, če materialni svet obstaja. Je pa ta neka paradigma tega, to se strinjam s tabo. Vidimo, nekako, vidimo avtomobile, vidimo mize. In proučujemo to. Zaradi tega, ker nam to sporoča sporoča naš ne? Ker smo tako na senzoričnem nivoju. Ampak ta svet, v katerem živimo, je materialen svet. Pa so pa še drugi svetovi. Imaš astralen svet, imaš kauzalen svet, imaš superkauzalen svet. Imaš pol še druga področja, ki jim bom rekla, te mojstri, riši, rečejo dimenzije. In potlej, ko enkrat presežeš vse te dimenzije, pa prideš v čisto zavest. In tam pa ego nič ne dela. Tam ni. Tam sam si. Pol prideš nazaj, pa lahko to definiraš kot neke stopnje. Zdaj tako ne. Če si iniciran, pol je to zadnje tvoje življenje. Kaj ta izraz pomeni? Če si posvečen, če slediš nekemu življenjskemu slogu, če prakticiraš, to govorimo o disciplini v redu, v šoli, sodišča, ne vem, policija, se pravi, tudi tukaj pri meditaciji je tudi disciplina, red, vztrajnost. Isto. Bi-mantre, kaj so bi-mantre? Bi-mantre so, bi pomeni sanskritsko seme. In mi smo iz energije, iz zvoka, iz nama, iz besede. To je že Kristus rekel, noter je to lepo v knjigi napisano. Prvo je bila beseda, ampak to je pol cerkev malo po svoje naredila. V glavnem, to je ta vibracija, o kateri že skozi govorim. In vibracija je v vesolju, ne samo tukaj na zemlji. In te bi-mantre, če jih prevedem, spet bo to malo težko, ampak ok, bom takole začela.
Bi pomeni seme, mantra je pa nek zlog, ki ga ti ponavljaš, recimo, poznamo omje, bom dala primer oma, to je bi mantra. Zdaj pa da razložim bi mantro, sva rekla, da je to seme nekega zloga, ki ga ti poješ, ki ga izgovarjaš, Se pravi, seme, kaj seme je majhno, ampak ima v sebi kodo celega drevesa, da s pravilno nego, s pravilno zemljo, v točno določenem času, z zalivanjem, zraste v drevo. Isto je pri meditaciji. Z redom, z disciplino, v pravem času, zrastemo. Ne, nam rekla zdaj v drevo, ampak se lahko povzpenjamo na tej lestvici. Se pravi, govoriva o nekem potencialu, ki je zapisan znotraj semena ali pa človeka. In v vsakem človeku je. In ti meditacijo vidiš kot zalivanje, prava nega in podobno, da se ta potencial lahko v realnosti Ja, ker znanost je izračunala, zdaj govoriva, gremo na biofotonsko prehranjevanje, je dobro napisan, saj je ta znanstvenik je model, ki je res dobro to napisal, je čudovito, da se da s pomočjo meditacije preusmeriti določena naša napačna razmišljanja, ampak samo z redno vadbo. Zato ti glavni praktiki, učitelji, bom rekla, pravijo, govorijo o tem, meditiri. Ampak najin skupen, mogoče tole zdaj gleda, najin skupen bi mogoče kaj drugega tudi rekel. On bi tudi še kaj drugega povedal. Ja, mogoče zelo obratno. Ampak nočem polagati besed, ampak dostkrat so, mislim, stremenje k temu, kako jaz to razumem, zaradi nečesa, da bom jaz dobil, je v bistvu čisto ista igra, kakor če delam jaz zdaj biznis. Zaradi sebe. Zaradi sebe, da bom bogat, da bom vpliven, da bom na nekem pedestalu, da bom v hierarhiji višje. In tukaj lahko hitro vidimo, ali pa kako jaz vidim sebe v teh praksah, da ego hitro si prisvoji kakšne take stvari in stremi k temu, zato da bo boljši, da bo rastel, da bo prišel nekam. Več moči imel. Ja, in jaz vedno dobim pol po prstih od realnosti, ko se grem to igro. Zato bi rekel, mogoče, pa ne bi sploh omenil tega, ampak to so moje besede, da mogoče tudi sama meditacija je pol brez veze. Sem zanalaš to tako rekel, ker... Tukaj se sploh ne strinjam, pa mogoče bi še to dodala, da Dušan v bistvu ne poudarja tega zvoka, ga pa prakticira. Zato, ker ja, pa pač to je del, ja. Sej to, kar gongi so, to je primarni zvok. In on je bil prvi v Sloveniji, ki je to počel. Ja, mislim, da ima največji gong v Sloveniji. Tako. To je. Bilka, meni je bilo ful v veselje, pa zabavno, pa veliko tudi novih stvari sem spoznal, ki so meni tuje, tako da to me vedno ful veseli, ali pa moj ego nekako veseli ga to odkrivanje novih področij, ker vidim, koliko je življenje polno tega, pa koliko je razvejano, in ful ti hvala, ker si sodelovala v tem. Ja, jaz bi se ti tudi rada zahvalila za prijeten pogovor, pa tudi sem se jaz kaj od tebe naučila. Jaz se zmeri vsakič od koga kaj naučim. Ja, hvala ti, pa bodi dobro. Enako, hvala lepa.